Dober dan, dragi moji. Ponovno smo skupaj, zelo sem vas vesela na kanalu Planet ljubezni. Danes bomo obdelali krasno, res krasno metodo, ali ne bi bilo lepo. Še prej pa vas vabim 20.2. ob 5. v Hišo sadeži družbe v Žalec, kjer bom konkretno v globine predstavila metodo meditacijo in vizualizacijo. Potem vas vabim 19.3. na ekskluziven dogodek v Ljubljano, kamor bo prišel tudi Nenad Petkovič, prišel bo iz Beograda ali pa iz Dunaja, vrhunski trener PAT metode in bomo skupaj imela predavanje. Obvezne so prijave na planetljubezni@gmail.com. Vsi podatki za prijavo bojo pripeti v komentarju pod videom. Vmes pa še 5. marec, Gornja Radgona, knjižnica Gornja Radgona, moja pot iz depresije, šizofrenije, paničnih napadov, strahov, v srečno in radostno življenje, tudi ob 5. In upam, da sem vse povedala. Na koncu posnetka, če boste posnetek gledali do konca, bom vsakmu izmed vas nekaj poklonila. Lahko si boste zbirali med dvema dariloma, med dvemi darili, tako da se vam splača do konca posnetek pogledati. Zdaj pa začnimo. Vsi vi, ki ste na mojem kanalu Planet ljubezni, dobro veste, da je vse energija. Dobro veste, da smo vibracijska bitja. Dobro veste, da ustvarjamo, kreiramo z energijo, z vibracijo. In metode kreiranja, vse, ko vam jih zdaj predstavljam, se pravi, metoda kreiranja je nova zgodba. Imate 2 posnetka na mojem YouTube kanalu. Metoda kreiranja so tudi afirmacije. Imate tudi zelo dobro v podrobnosti razložen metodo kreiranja afirmacije. Ena izmed metod kreiranja je pa tudi metoda, ali ne bi bilo lepo. Zdaj, res je, da je v tej metodi negacija, ali ne bi bilo lepo. Mi vemo, da vesolje ne sliši ne, ampak sliši našo vibracijo. In zdaj vam res priporočam, ostanite do konca, poglejte si posnetek, ne bom dolga, zato ker da boste slišali, zakaj ali ne bi bilo lepo. Lahko pa vi tudi obrnete, kako bi bilo lepo. Bilo bi lepo. In bomo na vseh področjih majčkeno primerov povedali. Se pravi, vse te metode, ko jih jaz razlagam na kanalu, v teh videih, služijo za to, da dvignemo svojo vibracijo. Čisto nič drugega, kot da dvignemo svojo vibracijo in da pridemo s pomočjo vibracije na vibracijo želje oziroma našega cilja. In različne metode uporabljate za različne segmente vašega življenja. Zdaj, pri meni, recimo, afirmacije delujejo za denar. Odpiram se obilju za denar. Sem magnet za denar in tako naprej. Video imate že na YouTubu, tako da si ga poglejte. Že na kanalu metoda kreiranja afirmacije. Se pravi, za vsak segment vašega življenja lahko uporabite drugo metodo. Na enem segmentu deluje afirmacije, na drugem vizualizacija, na tretjem nova zgodba, na 4. recimo, ali ne bi bilo lepo, ali pa metoda zakaj, zato, ki jo bomo obdelali v naslednjem videu. Upam, da govorim razumljivo, napišite mi spodaj, komentirajte prosim video, prilepite krak srček, da bom vedela, da ste z menoj, da če imate kakršnokoli vprašanje, mi napišite, bom zelo vesela na planetljubezni@gmail.com ali pa tukaj spodaj v komentar, zato da vidim, kaj vas zanima, katero temo naj še obdelam. Se pravi, uporabljite metodo, ki vam najbolj prebudi občutek. Ker mi vemo, da občutek ima vibracijo in vibracija ustvarja, kreira našo življenje.
In za vsak segment svojega življenja vzemite eno metodo, uporabite metodo, ki vam najbolj prebudi občutek v vas. Pomembno je, da razumete, da je pomembna vibracija. Se pravi, ta naš namen, zakaj vse skupaj delamo, je vibracija tista, ki ustvarja naše življenje, ki ga dela lepšega ali pa slabšega. Okay. Zdaj vemo, da na čustveni lestvici, čisto od spodaj, je nemoč, obup, žalost, dolg čas, recimo tudi, ne, in tako naprej. Visoko na lestvici je pa sreča, radost, veselje, joy, užitek. Hvaležnost je pa najvišja. Imate videe glede hvaležnosti, uporabite jih, jaz te videe snimam za vas. Ok, jaz to živim, ampak želim vam popolnoma brezpogojno, brezplačno predati naprej korake, metode, ki jih jaz uporabljam. Se pravi, malo sem se zaciklala, odklopila. Gremo zdaj uporabiti to metodo, ali ne bi bilo lepo. Recimo za segment ljubezni, partnerstva. Takole gre. Ponavljajte za mano ali pa ponavljajte tekom dneva, tekom življenja, kadarkoli začutite, da to rabite. Meni strašno pomaga metoda, ali ne bi bilo lepo. Recimo, želite si partnerja. Ali ne bi bilo lepo, da bi jaz imela partnerja? Ali ne bi bilo lepo, da bi se skupaj zjutraj zbujala? Ali ne bi bilo lepo, da bi mi prinesel sadje v posteljo vsako jutro? Ali ne bi bilo lepo, da bi skupaj hodila na izlete? Ali ne bi bilo lepo, da bi plesala skupaj? Ali ne bi bilo lepo, da bi šla skupaj na koncert? Ali pa, koliko bi bilo lepo, da bi obiskovala koncerte? Koliko bi bilo lepo, da bi se zbujala skupaj? Koliko bi bilo lepo, da bi me vsako jutro objel? Razumete? Slišite vibracijo, čutite vibracijo, jaz jo čutim. Ne? Se pravi, ta beseda ne na začetku ni pomembna, ker pomembno je, s kakim občutkom mi zaključimo stavek. In če gremo mi, ali ne bi bilo lepo, da bi jaz imela partnerja, ali ne bi bilo lepo, da bi me nekdo objel, ali ne bi bilo lepo, da bi se ob nekom počutila varno, ali ne bi bilo lepo, da bi mi nekdo vsako jutro, ne vem, pesem zapel, okej, ali ne bi bilo lepo, da bi mi nekdo pomagal pri YouTube kanalu, ali ne bi bilo lepo, da bi z nekom predavala skupaj, ali ne bi bilo lepo, da bi z nekom šla na sladoled skupaj, ali ne bi bilo lepo, da bi z nekom za Savinjo ležala skupaj. Slišite? In to ponavljate za področja, ko si želite. In, ali pa recimo, ali ne bi bilo lepo živeti ljubezen, ali ne bi bilo lepo živeti ljubezen. Okej. In ponavljajte to, metoda strašansko deluje. Zdaj pa spimo malo vodice. Okej, lahko tudi uporabite, ali ne bi bilo lepo z nekom deliti svojega življenja. Ne, tudi to je fantastično. Zdaj pa gremo recimo na denar. Kako lahko v primeru denarja, da dvignete svojo vibracijo finančno, govorite stavke, ali ne bi bilo lepo. Ali ne bi bilo lepo živeti, rabimo oči zapreti, zato da pademo v ta flow noter, ne? Ali ne bi bilo lepo živeti finančno svobodo, ali ne bi bilo lepo imeti obilje denarja, ali ne bi bilo lepo iti kamorkoli na izlet, ali ne bi bilo lepo z denarjem poskrbeti še za druge ljudi, ali ne bi bilo lepo investirati v razne kriptovalute, delnice, sklade, ki mi bojo čez 10 let prinesle finančno svobodo. Ali ne bi bilo lepo, ali ne bi bilo lepo, da nikoli več ne rabim pomisliti, ali lahko nekaj plačam ali ne morem, ali ne bi bilo lepo, da si lahko vsako oblačilo, ko ga zagledam, kupim, ali ne bi bilo lepo, da lahko svoje otroke peljem v Disneyland, ali ne bi bilo lepo, ali ne bi bilo lepo, ali ne bi bilo lepo. Čutite vibracijo, se čuti, napišite mi v komentar, prosim, da bom vedela, da vam v redu razlagam. In za denar, ali ne bi bilo lepo, da si lahko vse privoščim? Ali ne bi bilo lepo, da si lahko vsako knjigo kupim, ko si jo zaželim?
Ali ne bi bilo lepo, da lahko grem vsak teden enkrat frizerju? Ali ne bi bilo lepo, da lahko grem, ne vem, na umetne nohte? Ali ne bi bilo, jaz ne, vidite, jaz nisem fan tega. Jaz sem šel vseeno za natur videz, okej. Tako da, to vam želim, se pravi, s to metodo prebudimo vibracijo in že na začetku sem rekla, da smo vibracijska bitja in uporabljate to metodo, ker vam bo res spremenila življenje. Polagam vam na srce, tisti, ko jo ne bo uporabljal, bo rekel, saj to pa ne deluje. Ali pa jo boste uporabljali, ne vem, en teden pa boste rekli, ne deluje. Ne, do konca življenja, dokler vam ne pride v navado in pol točno veste, kdaj jo uporabiti, ker začutite, zdajle bom šla vizualizirati, zdajle bom šla metodo, ali ne bi bilo lepo, zdajle bom šla govoriti novo zgodbo, zdajle bom šla afirmirati, zdajle bom šla govoriti metodo, zakaj, zato, in tu vam želim, vztrajnost je ključ. Zdaj, če jaz samo to govorim, pa vi samo ta video gledate, pa ga nikoli povedanega ne uporabite v vsakdanjem življenju, ne bo delovalo, ne. Kdo pa reče, da ne deluje, tisti, ko ni dovolj časa uporabljal, da je to postalo njegova navada. Jaz vam pa povem, da deluje. Okej, gremo zdaj na primer na zdravje. Dobite diagnozo, dobite neke slabe izvide. Začnete. Ali ne bi bilo lepo biti zdrav? Ali ne bi bilo lepo, da se jaz počutim vsak dan fantastično? Ali ne bi bilo lepo, da je vsaka celica v mojem telesu zdrava? Ali ne bi bilo lepo, da lahko plešem? Ali ne bi bilo lepo, da lahko hodim v hribe? Ali ne bi bilo lepo, da se lahko vozim s kolesom? Ali ne bi bilo lepo, da sem zdrava? Ne? Se pravi, pazite na občutek, če vam ne gre afirmacija, zdrava sem, iz minute v minuto sem bolj zdrava, uporabite metodo, ali ne bi bilo lepo. Jaz jo veliko lažje uporabljam kakor afirmacije. Čeprav tudi afirmacije vsak dan uporabljam in skoraj vsak dan vam dam kratek video z afirmacijami tu gor na YouTube, ki vam tudi lahko služi tekom dneva. Recimo, rečite to, kar občutite, da bi vam bilo lepo. Evo, to je zdaj najbolj pomembno v tem videu. Se pravi, vprašajte sami sebe, kdaj, kako bi mi bilo lepo. In potem to izgovorite. Ali ne bi bilo lepo, pa vi izgovorite, da sem zdrava, da sem suha, ali ne bi bilo lepo, da imam zdrave lase, ali ne bi bilo lepo, da imam zdrave oči, ali ne bi bilo lepo karkoli. Ampak rabite priti do občutka in ta metoda vam strašno, strašno pomaga do občutka in strašno vam lahko dvigne vibracijo. Recimo, vem, da je bilo, primer vam zdaj dajem, poleti, ko sva se z Nežo peljali na morje z mojo hčerko in je imela rahel izpad. Ko rečem rahel, pol veste, da je bil kar ornik, ne. In sem jaz začela, avto sem vozila, ko ste v avtu, ne zapirati oči, ampak sem šla, ali ne bi bilo lepo, da bi se z Nežo lepo razumele, ali ne bi bilo lepo, da smo najboljše prijateljice, ali ne bi bilo lepo, da se Neža dobro počuti, ali ne bi bilo lepo, da smo srečni, ali ne bi bilo lepo, da se lepo pogovarjamo, ali ne bi bilo lepo, da se razumeva, ali ne bi bilo lepo, da me Neža spoštuje, ali ne bi bilo lepo, da ena drugo spoštujeva. Okej, in s to vibracijo sem si nenormalno dvignala s to metodo, s temi besedami do občutka, sem si dvignala vibracijo in ko se je ona prebudila, pol je zaspala ob tem izpadu, ko se je prebudila, se je smejala, je bila dobre volje, smo se lepo pogovarjale, ne. Ali pa drug primer, recimo, ne vem, se skregate s svojim otrokom ali pa vam nekaj ni všeč pri otroku, ne, pa začnite, ali ne bi bilo lepo, da bi se dobro razumela, ali ne bi bilo lepo, da bi se spoštovala, ali ne bi bilo lepo, da bi enkrat na teden pojedli kosilo skupaj, ali ne bi bilo lepo, da bi me sin vsak dan poklical, ali ne bi bilo lepo, da me sin vsak dan vpraša, kako se počutim, ali ne bi bilo lepo, da se mama s sinom strašansko rada. Okej, upam, da razumete, no. Napišite mi dol v komentarje, če sem bila dosti jasna, dosti specifična, če sem vam dosti pomagala
če mislite, lepo vas prosim, dragi moji, podelite video s kom, da pomagamo čim večjemu številu ljudi, ne teh informacij držati za sebe, delite jih naprej. Isto recimo segment služba, evo, se pravi, ali ne bi bilo lepo delati to, kar me veseli, ali ne bi bilo lepo hoditi v pisarno v službo, če ste zdaj v nekem skladišču, pa si želite pisarno. Ali ne bi bilo lepo zaslužiti 3000 evrov na mesec, ali ne bi bilo lepo imeti krasnih odnosov v službi, ali ne bi bilo lepo, da mi vsak dan v službi en kavico prinese na mizo, ali ne bi bilo lepo, da sem v službi obdana z rožicami, ali ne bi bilo lepo, do občutka. In vprašanje, ki sem ga večkrat dobila na delavnicah, na svojih predavanjih, je, in se pravi, zakaj vas vedno vabim na svoja predavanja, delavnice, se pravi dogodke, ker smo v živo, zato ker vam lahko vse ena na ena veliko bolj dobro razložim, postavljate mi vprašanja in jaz vam na njih odgovarjam in zato vam pravim, pridite, imate brezplačne dogodke, imate tudi dogodke, ki so plačljivi, od teh boste še več dobili, na razpolago zdaj za 19.3. bojo tudi VIP vstopnice, kjer se boste lahko z mano in z Nenadom ena na ena družili, postavili kakršnokoli vprašanje, prijavite se, prijave za 19.3. so obvezne na Planet ljubezni @gmail.com. Se pravi, in še enkrat vam pojasnim, tu je beseda ne, ali ne bi bilo lepo, ampak važna je končna naša vibracija, kako zaključimo naš stavek, našo metodo kreiranja. In tu zaključimo v visoki vibraciji. Ali ne bi bilo lepo imeti partnerja, ki me ljubi, ali ne bi bilo lepo občutiti, da sem ljubljena, ali ne bi bilo lepo občutiti, da sem varna. A slišite? A čutite vibracije? Tako da, to je to, upam, da smo, se pravi, če katerega segmenta nisem obdelala, dodajte sami noter vaše stavke, ki jih občutite. Se pravi, še enkrat, če povzamem, vprašajte se, kje bi bilo, kdaj bi bilo meni lepo in uporabljajte to metodo dan za dnem, dokler vam ne pride v navado in potem, ko pride do izziva, ko pride do nečesa, kar si ne želimo, do neprijetnih občutkov, takoj vemo, katero metodo lahko iz žepa potegnemo, da dvignemo svojo vibracijo. V maju pripravljam tudi retreat, nekje v naravi, imeli se bomo super, ne vem še čisto točno, ali bo Šmohor, ali bo, po mojem, bo Logarska, ali pa še kaj lepšega. Še enkrat, se pravi, 20.2. Žalec, 19.3. Ljubljana, 5.3. Gornja Radgona, 6.2. imam pa jaz predavanje v zaporih, kjer so me povabili na Povšetovo in sem zelo vesela in sem se odzvala temu povabilu. Malo bo izšel moj intervju v Novem tedniku, jutri se dobim z novinarko, da naredimo krasen intervju za vas. Vabim vas pa tudi, da se prijavite na brezplačni 15-minutni posvet. Odspodaj v komentarju bo link do 15-minutnega brezplačnega posveta z menoj. Zdaj pa še darilo. Za vse tiste, ki še niste prevzeli mojih 14 top knjig, vas bo odspodaj v komentarju čakala povezava do tega darila. Lahko pa izbirate tudi med učbenikom življenja, knjigo Martina Kojca, vam jo popolnoma brezplačno podarjam, samo prijavite se tu odspodaj, kliknete, bomo vse dali, vse povezave, se pravi povezava do brezplačnega posveta, povezava do 14 knjig, se pravi seznama 14 top knjig mojih za osebnostno rast in povezava do učbenika življenja bo tu odspodaj. Spremljite moj Facebook stran, spremljite Instagram, kjer vas obveščam, evo, lučka mi je crknila, kjer vas obveščam o vseh dogodkih aktualnih,
Upam, da se kje vidimo v živo, to bi mi zelo veliko pomenilo. In se vidimo v naslednjem videu. Rada vas imam. Pa, pa.